Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes praznujem 30 let podjetja. Wow, 30 let bilo je leto 1994, 1. oktober, ko sem odprla svoje podjetje, Samostojna ptica, SP. V glavnem 30 let. Saj veste, kako izgleda pri 20 letih, kako razmišljaš, da boš še enkrat star 50 let in o 50-letnikih razmišljaš tako, pač te ljudje so tako stari, da so glih za v grob. In potem, ko si sam pri 50 letih, vidiš, da si še daleč od groba. No ja, nihče ne ve, ampak načeloma po svoji življenjski energiji, jaz osebno se absolutno ne počutim, da sem za v grob. V glavnem, zanimivo, kako človeka pelje pot tok življenja in res neverjetno. Kdo bi si mislil, če bi mi nekdo rekel pred 30 leti, da bom napisala 5 knjig, bi rekla ne, o čem naj pišem, o čem naj jaz pišem. Da bi mi nekdo rekel pred 30 leti, da ko sem začela s podjetjem Neolife sodelovati, da se bom usedla na neverjeten vlak, ki me bo popeljal, tako kot v višave in v nižave. Saj včasih je boljše, da človek ne ve, kaj ga čaka, ampak neverjetno. Veste, res je. Pot dolga 1000 milj se začne s prvim korakom. Enkrat narediš prvi korak, se odločiš in začneš in delaš. In greš seveda skozi orkane in tako naprej. Ampak kakorkoli, prav potovanje, ki ga delaš, te bogati. Ti daje tisto modrost, ti daje nekaj. Tako da v glavnem, jaz imam darilo za vas. Ker praznujem, to pomeni naslednje 3 dni 30% popust na vse v moji spletni trgovini. Pač na knjige, moje knjige, na karte, a začnemo s kartami. Začnemo z vitamini, ki ne začnemo. Začnemo pri koncu, prav. V glavnem, lansko leto sem napisala knjigo, ko imajo moški hormoni žur. To je v bistvu 5. knjiga iz serije žurov. Mislim, da je ta zadnja žur. Ampak v glavnem, tukaj noter, ta knjiga je za vse tiste, ki hrepenite po lepših odnosih, ker hormoni vplivajo tudi na odnose, na čustvovanje, na to, kako se odzovemo. In predvsem, tukaj noter, to so vodiči po podzavesti. V drugem delu, recimo, ki sem zdajle odprla. Sovražim dušo določenega človeka. To preverimo vse z mišičnim testom. Sramujem se svojih dejanj. Zase menim, da sem slab človek. Zaslužim si kazen. No, to so programi Pridne punčka, drugače tudi. Ampak pišem pa tukaj to v bistvu zgodbo pri jezi na svojega očeta. Moški, ki se boji ljubezen, je kot samotni jezdec v preriji življenja. In ranjen moški odnos z očetom. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Ampak, zakaj je ta knjiga tudi za ženske? A veste zakaj? Zaradi tega, ker ženska, ki je v moški energiji, pomeni, da tvori moške hormone. In ona mora razumeti, da, današnji čas je zanimiv, ne? Mnoge ženske, sploh podjetnice, morajo biti v moški energiji, ker se pač ukvarjamo z moškimi zadevami, finance, roki in tako naprej. Ni čas za prepevanje, za ptičke gledati, metuljčke gledati, koliko je življenje lepo, ampak je akcija. Roki, sestanki in tako naprej. In ženska, ki je v tej akciji, pomeni, da tvori moške hormone, ko je v moških hormonih in delajo njeni spolni hormoni po svoje, mena ji dela po svoje, oblivi delajo po svoje. In mora razumeti, da je to treba pač uskladiti v svojem telesu ženski in moški pol. In ta knjiga, Moški hormoni,
je dejansko vodič skozi oba dva pola. Recimo, ranjen moški odnos z očetom. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Če otrok odrašča s kritiko, se nauči obsojati. Če otrok odrašča s sovraštvom, se nauči sovražiti. Če otrok odrašča z zasmehovanjem, se nauči občutka krivde. Če otrok odrašča s sramoto, se nauči sramežljivosti. Če otrok odrašča s strpnostjo, se nauči potrpežljivosti. Če otrok odrašča s spodbudo, se nauči samozavesti. Če otrok odrašča s pohvalo, se nauči ceniti. Če otrok odrašča s pravičnostjo, se nauči pravice. Če otrok odrašča z varnostjo, se nauči zaupanja. In če otrok odrašča z odobravanjem, se nauči imeti rad samega sebe. In če otrok odrašča s sprejemanjem in prijateljstvom, se nauči poiskati ljubezen. In ja, naučiti, zdaj pa gremo pogledat rane, ki jih imamo po liniji žensk, po liniji moških. Za vse tiste, ki imate precej dela s te linijo ženske, moške energije in tako naprej, vas povabim v šolo. Jaz pripravljam 16. oktobra, začnemo s šolo ženske energije, čiščenje podzavesti, bo to vzorci, družinski vzorci in tako naprej. V glavnem, ranjeni moški, odnos z ženskami. V glavnem moški, ki je zlit z materjo, čuti smrtno grozo pred tem, da bi se zazrl v odnosu z drugo žensko, da bi se zavezal v odnosu z drugo žensko. Se ženske razočarajo moške in tako naprej. V glavnem, ta knjiga je vodič, ampak prvi del je pa hrana, hormoni, gradniki in tako naprej. No, na to knjigo imate 30% popust. Gremo eno knjigo nazaj, ko imajo čakre žur. Tudi na to knjigo imate 30% popust. V glavnem, ta knjiga je pa namenjena za vse tiste, ki si želite uravnovesiti v svojem telesu delovanje čakr, ki dejansko hrepenite po več znanja glede teh energijskih centrov, kako s hrano, čaji, razmišljanjem vplivati na ravnovesje, recimo grlene čakre, ki je povezana z izražanjem, ki je povezana z mehkobo, milino, tukaj govorimo o čajih. Zdaj boste pomislili, a nisi to govorila že v prvi knjigi? Ja, sem seveda, ko imajo hormoni žur, v tej knjigi sem govorila o ščitničnem hormonu, ampak nisem pa govorila o podzavesti, nisem pa govorila o počustvovanju, nisem govorila o tem, kako požiramo čustva, kako moram biti pridna punčka in se delati, kako sem pridna in še bolj prijazna. Mnoge ženske moje generacije imamo dejansko ta program za vsako ceno moram ugajati. Moram biti pridna punčka in kar pomislite, če so vas mogoče vzgajali na ta način, ko ste bili majčkeni, da če niste bili dovolj pridni, so vam odtegnili ljubezen. Se pravi, ker nisi pridna, si zaslužiš kazen. In dejansko so vas dresirali tako, kot se dresira psa. Saj veste, dobi pohvalo, če nekaj naredi, dobi bombonček, sirček in če nekaj ne naredi, dobi pač kazen. Ni priden. In pa se nauči ubogati. In zadnjič sem govorila z enim gospodom, on organizira razne dogodke za tajnice in je rekel, da tajnice so tipične ženske pridne punčke. 100% pridna punčka, ko pozabi popolnoma na svoje osebne potrebe. No, potem naprej, kakorkoli, na to knjigo, če vas pokliče, 30% popust, ko imajo čakre žur. Potem naprej, ko imajo duše žur, ravno tako 30% popust, ki se bo odprla v tej knjigi. Moški v telesu ženske pusti določene energijske linije. Ti so videti kot tanke svetleče trakulje, ki se premikajo v maternici in srkajo energijo. Tukaj govorimo o spolnih partnerjih. Govorimo o tem, kako počistiti energijo maternice in kako odstraniti parazite spolnih partnerjev. Ker v bistvu ženska z vsakim spolnim partnerjem zalaga njega z energijo.
In dejansko tukaj absolutno ima cerkev prav, čim manj spolnih partnerjev oziroma enega, zaradi tega, ker v nasprotnem primeru se te energijske niti zakoreninijo v maternico in če nimate orodja, kako boste to počistili ven, pomeni, da veselo zalagate svojo življenjsko energijo spolne partnerje. V glavnem, kje se še tukaj naprej odpre? Pišite dnevnik viziji. Včasih, predvsem pri ljudeh, ki so vizualnega tipa, pomaga, če si vse zapišejo. Kaj si želite? Dajte napisati, kaj si želite, kam želite iti, kako bi izgledal vaš idealen dan, idealno življenje z idealnimi ljudmi. Pa je tukaj molitev Oče naš, Očka moj, ki si v mojem srcu. Posvečeno bodi tvoje ime. In potem naprej angeli nad angeli. Tako da v glavnem, ko imajo duše žur tudi na to knjigo, imate 30% popust. No in potem knjiga, Ko ima življenje žur. No v glavnem ta knjiga govori o psihičnem počutju. Govori o tem, kako si s hrano pomagati pri tem, da se vaša psiha spravi v red oziroma živci. Tukaj sem jo odprl pri čajih, se pravi brinje, lipa, kostanjev med. Recimo najboljši med za obnovo živcev je kostanjev med. In že sam kostan, kot cveti, dejansko spominja na živce. Ne pozabite na sol. Natrij je ključni element za vezavo vseh ostalih mineralov. In če vam manjka natrija, imate krče, se slabo počutite, ste brez energije, vam zastaja voda v telesu in dejansko to, kar je bilo nekoč, ko so govorili proti z maščobami in proti soljo, sta dve veliki potegavščini, ki dejansko nas vodita v bolezen. Potem naprej govorim, recimo tukaj so smutiji za dobro počutje, pa recepti za jutranji smuti iz amarata, pa rutin, zakaj je dober, ajda, nenazadnje žganci, tatarski ajdov kruh s kislim testom, potem so tukaj razni namazi in tako naprej. Imate recepte tukaj noter in drugi del govori o tem, kako počistiti podzavest. Otrok teme, jeza. Ženske, ki imajo kar naprej vnetja, predvsem na področju nožnice, v svojem srcu nosijo potlačeno jezo do moškega. Največkrat je vnetje povezano z jezo na partnerja. Lahko se zgodi, da ste sicer srečni v odnosu, pa vas jezijo partnerjeve pripombe kot se: poglej, staraš se, pozna se ti, da si rodila, imaš raztegnjeno vagino, bolj bi se morala potruditi s keglovimi vajami, dobila si starostne pege, vedno več jih je, ti si stara baba. In vemo, da mnogi še vedno moški govorijo, da moški, ki postaja siv, je šarmanten, medtem ko ženska postaja stara baba. Pač, lejte, tukaj noter boste dobili kar nekaj takih uporabnih nasvetov, kako iti čez to. In tudi tukaj je prvič, mislim, bolj začne že govoriti o podzavesti in o zdravilni molitvi dekodiranja. In prva knjiga, Ko imajo hormoni žur. No, ta je pa čisti vodič skozi hujšanje, skozi glikemični indeks, skozi jedilnike za hujšanje, skozi stresni hormon. Ja, seveda, tudi skozi ljubezen do sebe, kar nekje treba začeti. Ljubezen do sebe se začne s tem, da za začetek poskrbite za svoje osnovne potrebe, kot je spanje, kot je to, da greš na WC takrat, ko dejansko moraš iti na WC, da poskrbiš za to, da ješ na 3 ure pa pol, da dejansko ješ. No in tukaj noter ženski hormoni, potem vitamini in tako naprej. In seveda tudi na karte prehoda v novo dobo, da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča. Kaj je vaša želja? V stanju ljubezni, veselja in hvaležnosti z lahkoto uresničujete svoje želje. Tudi na karte imate 30% popust
in seveda na prehranska dopolnila. Zdaj, zadnji video, ki sem ga snemala, sem govorila o novem Provitality Plus, ki je neverjeten, ker ima noter 4 prebavne encime, ki ima notri vse vitamine skupine B, vitamin A, D, E, C, E. Potem ima noter selen, mangan, bakar. In zdaj ta kombinacija deluje na zdravje celega telesa, na presnovo, na energijo, potem ima noter, v glavnem, kakorkoli, omega 3, notri so vitamini, minerali, oziroma zaščitne snovi. Aminokisline so tukaj v šejku noter za gradnjo naših hormonov. Tudi na prehranska dopolnila imate zdaj naslednje 3 dni 30% popust. Tako da mislim, da to praznujem. Praznujem in glejte, če vas pokliče, z veseljem vam pošljem. Nad 80 € je brezplačna poštnina. No, zdaj pa, da vam še naprej povem, kaj se je zgodilo vseh teh 30 letih. V zadnjih letih, kot veste, imam leta in leta že spletno stran Srečno življenje in nekako so se zakomplicirale zadeve. In zdaj imam prenovljeno spletno stran, povezava je spodaj. Vsa naročila, ki jih boste oddali tukaj noter, kodo imate spodaj, piše. V glavnem koda za popust, 30% popust. V glavnem, kakorkoli boste videli, če čutite, praznujte z mano. Zdaj pa, če pogledam, kakšna je bila ta moja pot 30 let. V teh 30 letih, 94. leta sem imela 24 let. Pri 24 letih zdaj gledam moje otroke, malo čez 20. Prav je, da imaš tam 20 let, poln energije. In pri 50, 54, še vedno je prav, da imaš energijo, ampak nekaj modrosti bo vseeno človek dobi z leti. Vmes so se rodile hčerke, delala sem od doma, ne bom rekla, da je bilo zmeraj lahko, ampak se spomnim, ko so bile majčkene. Veste, sem jih imela v lupinci in sem jih googlala na mizi in jaz sem po telefonu govorila s strankami. Lepe spomine imam. Ogromno, sem jih s sabo, ne, vedno sem jih vlačila kot mačka ta mlada za sabo. Kuhala vse kosila, ker sem bila doma, ker sem delala od doma. In potem je prišlo obdobje, ki je bilo turbulentno, ki je bilo brzice, ko te malo zasukajo, ampak kakorkoli, saj veste, kako je v življenju. V življenju pridejo majčkeno bolj intenzivna leta, pa potem pridejo bolj mirna leta, ampak dejstvo je, da je res, da kar te ne ubije, te ojača. In 30 let. 30 let samostojnega podjetništva, neverjetno, neverjetno. No, tako da, v glavnem, spodaj imate povezavo in povabljeni v mojo novo trgovino, spletno trgovino srečnoživljenje.com. Tam boste najdeli več informacij in Veste, tako zdaj za konec tega videa, kaj razmišljam. Kako zanimivo me je življenje peljalo po tej poti mojega poslanstva. In to poslanstvo je, da pomagam ljudem do zdravja, pomagam takrat, ko se zatakne. Mnogi ljudje pravijo, da imajo moje knjige na nočni omarici in da takrat, ko je težko, vzamejo in odprejo nekje in rečejo, ne sodi, ne kritiziraj, ne ocenjuj, ne pritožuj se. Opusti potrebo imeti prav. Ko to počneš, pritegneš nizke energije iz okolja in te energije te še dodatno nagovarjajo k temu, da še bolj sodiš in kritiziraš. To je začaran krog, iz katerega pot ni vedno najlažja. Odloči se, da boš s tem prekinila in prosi nadangela Mihaela, naj ti pomaga. Mihael je tisti, ki temo spreminja v svetlobo. To je sporočilo, ki ga je napisala gospa Dragica Nekrep. V glavnem,
ta knjiga, recimo to je iz duš, je polna angelskih sporočil, polno afirmacij, recimo, jaz sem, ki sem luč, jaz sem, ki sem v luči, moč luči je moč mojega življenja. Pač vsi hodimo po tej poti življenja in ja, včasih je mečkam bolj, gre bolj na hitro, včasih pa bolj na počas, ampak v vsakem primeru glavno je, da se premikaš. Zdaj se mi je odprla knjiga, bila sem tam. Videla sem, čutila sem, dihala sem, bila sem tam. Iz grla poleti radostna pesem, od sreče, radosti, od ganjenosti, ker rodil se je nov dan. Bila sem tam. In tudi ti si bila tam, svečenica v vsej svoji lepoti. Spomni se, bila si tam. Ja, vsi smo na potovanju, ki se mu reče življenje, in vsi se učimo. In ja, življenje je težko, kakorkoli obračaš, življenje je težko. Ampak imejmo ga radi. Glejte, voda nas sliši, to je dr. Emoto pogruntal, da kako voda sliši, in to je naš domač poizkus. Tukaj je, to je naša Anja naredila poizkus in je napisala na en kozarec vode z rižem. Rada te imam, poseben si, dober si, ljubim te. Pol na druga je napisala grdoba, sovražim te, idiot, Grci. In dejansko, glejte, voda je bila ista noter in to je bilo hkrati postavljeno. In kakšna razlika, to je testen. Dejansko se je pokazalo, da je ta voda, ki je izpostavljena ljubezni, čista bila, ta je bila pa umazana. In Jože Munih je bil enkrat pri meni in je meril energije in je rekel, da ta kozarec, kjer piše rada te imam, da je dejansko vsebina vode celo zdravilna, da seva zdravilno energijo. Zato je to pomembno, a ne? Da ja, prečistimo svoja čustva. Saj takrat, ko gremo skozi turbulentna obdobja, je tako kot nevihta, ko voda postane kalna. Ampak potem počakamo, da se zbistri in vsaka nevihta nekaj ščisti. In je prav, da se ščistijo zadeve. Ja, je naporno in zdaj še mlaj in še te sončni mrki in tako naprej. Ja, vsem se dogaja. Ampak, kaj se učimo? Učimo se to, da ne jemljemo življenja osebno. Vem, da je težko, tudi jaz se tega učim. Ampak prav danes je šlo skozi mojo zavest. Ne jemlji osebno. Pač ne osebno. Jemlji kot dejstvo. In potem je lažje, ne? Ker če ne jemlješ osebno, ker takrat kdaj vzameš osebno? Ko imaš rane. Takrat greš v borbo, takrat... In ko rane zližeš, poceliš, takrat enostavno rečeš, v redu je, tako pač je, gremo dalje. No in tako pač je, gremo dalje. Tako da v glavnem, ja, dobrodošli v moji novi spletni trgovini srečnoživljenje.com. Moja nova spletna stran srečnoživljenje.com. Tisto ta staro bom počasi ugasnila, ker je očitno tolikene energije gor, da je čas, da se malo prečisti. In stvari začenjam po 30 letih, recimo tako, z novo noto, z novo svežino, z novo energijo, gremo dalje. Tako da, ja, ne pozabite, koda za popust je pod videom, 3 dni bom to pustila tam kodo, jo lahko uporabite in ja, to je to. V glavnem uživajte, a še eno karto za konec tega videa. Da vidimo, še ena karta, prehod v novo dobo. Prehod v novo dobo. Zdaj čutim, da nekdo, ki se dejansko res pogleduje s tem, da gre v novo dobo, da naredi veliko spremembo v svojem življenju. Za to osebo, zate je to sporočilo, ki si zdaj na nekem prelomnem obdobju, ko enostavno vidiš, da na star način ne gre več naprej, da bo treba res nekaj spremeniti. Zate 5 kart, da vidimo, kaj ti stvarstvo sporoča, nekaj bo treba res drugače narediti. No in ta sporočila
so kakšna. Da vidimo. Ta sporočila zate, ti, ki tole poslušaš. Tebi pripada sreča, zaslužiš si jo. Zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si izobilje vsega dobrega. Naslednji korak. Čas je za spremembo. V sebi ustvarjaš nove vibracije. Vsa svetlobna bitja ti pomagajo narediti korak naprej. Karta 86, moram ti prebrati. Selitev v nov dom ali sprememba mesta zaposlitve je tik pred vrati. Bodi mirna, bodi miren. Zaupaj. Ko bo pravi čas, se bo ta premik naredil na harmoničen način. To zmoreš. V tvoje življenje prihaja vse, kar potrebuješ. In ti, ki tole poslušaš, si ustvarjalka nove dobe, si ustvarjalc nove dobe. In ti si boginja, ti si Bog. Naj te vodi srce. Nova doba. In odločitev. Pogumno se odločaj zase, ker te podpirajo vse svetlobne sile. In čas je, da slediš ljubezni. Lahko je to povezano z dušnim partnerjem, lahko je povezano z tvojo srčno energijo, ampak varno je širiti ljubezen, dobro energijo. Tako da očitno te stvarstvo nekam poriva, pač nareči ta korak. Ja, SP, enkrat je ena gospa rekla, da SP pomeni samostojni podjetnik, ujetnik na ta način. Zdaj reka ne. SP pomeni, da si svobodna ptica. Svobodna ptica ne ve, kje bo točno dobila za jest naslednji obrok, ampak ga dobi. Pač nekaj zraste, nekaj je. Zdaj je zanimivo, čez poletje sta tukaj letali okrog 2 papigi. In jih še slišam, kje sta, in me prav zanima, kje bosta pristali, ko bo temperatura okrog 0 stopinj, ampak sigurno bosta nekje najdli zavetišče ali bosta pri ljudih, ne vem. Zdaj mogoče pomislite, mogoče bosta šle v ujetništvo. Možno je, da takrat gresta v ujetništvo, pa da bosta poleteli spet takrat, ko bo primeren čas. Možno. Na koncu koncev, svobodna ptica, tudi takrat, ko se zgodi, da se zaprejo poti, je tako kot voda, veste. Ko prideš do nekega konca, voda zgenerira to energijo in vemo, da voda je najmočnejša energija na tem planetu in lahko, vedno zruši in najde pot. Vedno najde, utre pot. Lahko jo zajeziš za nekaj časa, lahko jo zaustaviš, lahko narediš jez, ampak slej ko prej steče dalje. Tako da ne bojte se sprememb in če vas je strah sprememb, pejte čistiti podzavest pa svoje vzorce, pa boste videli, ogromne premike boste naredili. No in zato so tukaj te knjige žurov, ki vam pomagajo narediti premike naprej. Takole, zdaj pa res zaključujem tale video, uživajte, vse dobro vam želim in ja, praznujte z mano.